V dvorani Doma kulture v Slovenskih Konjicah je v sredo 3. oktobra potekalo izjemno predavanje priznane socialne in kulturne antropologinje dr. Vesne Vuk Godina, ki je navdušila številne poslušalce. Predavateljici ni zmanjkalo besed in energije. Dobre 3 ure je govorila o vzgoji, medosebnih odnosih v sodobni družbi in pri tem kritično predstavila vzgojne procese v sodobni zahodni družbi in njihove dolgoročne posledice. Po temeljiti in nazorni razčlenitvi človekovega razvoja od najzgodnejše dobe je ponudila več sklepov v zvezi z današnjo in še bolj prihodnjo družbo. Pri nas se radikalno širi polje človeške neodgovornosti, je dejala med drugim. Po njenem prepričanju model družbene vzgoje omogoča med drugim obnovo kapitalizma, ki v svoji potrošniški naravnanosti zlorablja za svoje koristi dejstvo, da je večina današnjih ljudi zaradi vzgoje, ki so ji bili izpostavljeni, funkcionalno neodraslih. Trditve je večinoma povezovala slovensko družbo, vendar iz njene razprave izhaja, da so značilnosti, ki jih je omenjala, značilne bolj ali manj tudi za cel Zahod. Po njenem mnenju sta starševstvo in otroštvo preveč zavita v ideološko okolje in sta postala eden od mitov sreče, s katerim družba poskuša vzpostaviti kriterij popolnosti te izkušnje in tudi drugih človekovih izkušenj, kot so ljubezen, spolnost, mladost in zakon. Vesna Vuk Godina pravi, da otroštvo lahko razdelimo na obdobje malega in obdobje velikega otroka, ki mu sledi odraslost, in je v zvezi s to temo navedla več dejstev in njenih opažanj skozi celotno njeno delovanje v družbi v Sloveniji in izven meja. Pokritizirala je tudi starševsko nedoslednost, ki otroka ne nauči razlike med ne in da, in s tem povezanih kar nekaj posledic, ki jih čutijo otroci v odrasli dobi kot dediščino svojega otroštva. Zdaj, dokler starši ne bodo razumeli tega serijo, da ga oni ne bodo propustili. In tukaj je 100 ključna populacija starši. Če starši ne razumejo, potem šola nima nobene možnosti. Dovolite, da sam to vprašam. Res me zanima, koliko se v tem šolstvu govori in stalno so starši na tapeti. Kaj pa celotno šolstvo in pa pedagoška akademija, ki je izobražena za prevzgojo te šolske mladine in predšolske in šolske in srednje šolske, pa ni nobene ankete narejeno, če je resnično starš toliko kriv za to vzgojo. Če pa so krivi tisti, ki imajo otroke po 10 ur v vzgoju. Glejte, otrok je funkcionalno odrasel, predno pride v šolo. Otrok mora biti funkcionalno odrasel, predno pride v šolo, časovno predno pride v šolo, kar pomeni, to so starši in vrtec. O pedagoški akademiji sem vam pa že mislim, da prej vse odgovorila. To niso institucije, ki bi vzgajali strokovnjake, ki bodo delali to, kar je dobro za otroke. To so institucije, ki vzgajajo strokovnjake, da bodo delali to, kar je dobro za kapital. Kar je ena druga opcija. Oni so nategnjeni, mislim, ti da ljudje, ki tam študirajo, ne? Zato so pa tudi zakoni tak nastavljeni. Seveda so zakoni tak nastavljeni. Vse je samo eno živo bitje je 1 evro, to je ta kapital. Ali pa 1 ura življenja, ki je bitna za cel dan. In delamo zdaj neko populacijo tako na medgeneracijskem sodelovanju, na tej mladi generaciji, ali kriva je predhodna generacija, ker ni te sinergije. In ni razumijanja. Kriva ni nobena generacija, jaz sem povedala, da kriv je kapital. Kapital je opravil interese in kapital je opravil... Zakaj pa ni bilo to povedano takrat, ko je bilo... Glede, to sem jaz povedala, sem to tak je vse. Pa dobro, se nismo samo vi, ne? Se je cel kup teh... Glede, to je čisto vseeno. Mislim, se ne gre za to, mi lahko govorimo, kolikor hočemo, vse to ne bo nič pomagalo. Oni bodo sprejeli zakone take, kot koristijo kapitalu, zdaj kaj jaz govorim, je čisto irelevantno. Jaz če govorim to, kaj govorim samo zato, da bi nekdo na mikronivoju mogoče se spomnil, da ne neha delati to, kar dela, ne? Če ima še dovolj mlade otroke, da lahko še kaj popravi. Otrok odraste do 6. leta, ali ne odraste, se pravi, ko pride v šolo je prepozno. Pride otrok v šolo je prepozno, šola je edino, kar naredi je, da otrok, ki je funkcionalno ne odrasel in seveda vsaki dan znova trpi v šoli, ker ni glav, spelje v prisilno potrošnjo oziroma na narkotike, ne? Se pravi, potem otrok, ki je v prvem razredu trpi vsaki dan, ko ni glavni, ker pač
on ni bil naučen, da ni glavno nekega foto, govori jego pohodu. Potem, kako bi rekla, vsaki dan trpi, potem ima naslednje možnosti. On trpel ne bo samo v primeru, če bodo drugi misli, da je on to, kar on misli, da je torej najboljši in najpametnejši in center, ki se z nama ukvarjajo. In zdaj, kako lahko v šoli dosežete, da ste najboljši in da ste center sveta in da vas vsi občudujejo. Obstajajo 3 kanali. Edini, ki za otroke ni škodljiv, je zakonom prepovedan. To je zdaj, tako kot ste rekli, zakoni so tako nastavljeni. Ne, to so ocene. Ocene so odpravljene iz prvih razredov osnovne šole, zato, ker seveda, če bi otrok s to notno prišel v šolo, ki na ocene, bi on hotel imeti same 5, torej postal bi grebator. To zdaj sicer biti ne pa lastnost, ampak ni pa asocialna. Se pravi, ne pelje otroka tja, kamor kapital hoče, torej je to zakonom prepovedano. Potem so pa 2 druge možnosti. Prva se začne takoj prvi dan, prvi odmor, otroci potegnejo ven igračke in se zrangirajo potem, kaj imajo. V glavnem razredu je tisti, ki ima tisto igračko, ki jo vsi ostali hočejo. Pridejo oni domov in vržejo vse igračke proč in začnejo vsi maltretirati starše, da jim morajo kupiti nove igračke. Starši govorijo, ne bomo ti kupili, samo naš polno sobe igračke, še s temi igračkami se nisi igral. Ker ti starši nič ne razumejo in mislijo, da so igračke zato, da se otroci z njimi igrajo. Otroci pa vejo, da niso igračke zato, da se z njimi igrajo. Oni vejo, da so igračke zato, da drugim dokažem, kdo sem. In zato, da drugim dokažem, kdo sem, mora imeti tisto igračko, ki so jo vsi drugi hočejo imeti, kaj nimajo. In tako se otrok od 1. septembra do Božiča pretvori v prisilnega potrošnika, kajti druga opcija je psihološko trpljenje. In vsak bo naredil vse, kar je možno, da ne bo psihološko trpljenje. In zakaj se tu skozi igro vse dovoljuje v teh šolskih javnostih? Povejte, sva povedala zakaj, zato ker šolski sistem je nadziran z interesi kapitala. Šolski sistem je nadziran z interesi kapitala. Zakone šolskega sistema je napisal kapital tako, kot jih on hoče imeti. In zato je to dovoljeno. In potem, kako je rekla, da mali se pretvorijo pred prisilne potrošnike, druga opcija je, torej prva so ocene, ki je nedosegljiva, druga je potrošnja, tretja je delikventnost. Če otrok dela probleme, se z njih ukvarja najprej razredni čaka, potem razredna skupnost, potem šolska svetovalna skupnost, potem ravnalnica, potem, če pa dela dovolj velike probleme, pa še po TV potrebima in na konč še mednarodna policija. In to je on, ki velja igral, pa naprej se opazil, se ugotovi, malo pa sem dejavn, to se pravi, sem prepovezano s tem, da psihološko maltretiram svoje starše, ki so tak eni idioti, ki delajo to, kar ni fajn, zato da jaz govorim to, kar je fajn. Ali pa druga opcija, da sem kriminalec, in zato so šole postale leglo, mislim, ne, učenje za prisilne potrošnike in kriminalce, to so ameriške šole, to je to, kar imamo v Denizu. To pa ne znanje. Ne, znanje je zadovoljeno. Glede, zakaj je znanje? Zato, ker oseba, ki zna, se bo uprla. Zato je znanje je dovoljeno. Zdaj, gledajte, vam bom dala primerjavo. Javne šole so to, o čemer govorim, ne, v Ameriki. To je to, kar imamo mi. Privatne šolah ni nobenih igrač. In tudi ni nobenih individualnih oblek. V privatnih šolah so univerze, uniforme. V privatnih šolah lahko ti drugemu dokažeš, da si boljši samo za znanje. Ampak to je dovoljeno za tiste, ki pravijo za elito, tisti, ki so pa vladani, pa ne smajo ne dostopa do znanja. Ker zdaj, če imajo dostop do znanja, bo oni mogoče prišli prebrali Marksa, pa bodo razumeli, zakaj tukaj gre, pa bodo rekli, da imamo imamo revolucijo. Zdaj pa seveda, ko oni že čakajo, da bodo oni zdaj Marksa pa podali revolucijo, Razumete? Mi imate elitev. Elita je namenjena temu, da vlada, in zato seveda je tudi zganja za to. Medtem pa seveda množice so namenjene temu, da se na njih služi. In najboljše se služi na odvisniku. Ker ko ste vi enkrat na igri, vas ne zanima nič več, samo naslednji šus. In to je tisto, kar je cilj. Tak človek se ne bo uprl, tak človek ne bo prispraševal družbenega reda, tak človek ne bo zainteresiran, da se zamenja družbeni red, tak človek ne bo zainteresiran, da bo vlada, tak človek bo zainteresiran samo zato, da dobi naslednjo dozo. In naslednjo dozo bo dobil, kaj ti on, ko bo uradno kategoriziran za odvisnika, pa še bo prekategorizirali na metadon. In zato bo šel pri zdravstveni dom in bo dobil metadon za stojn, ki ga mi plačamo, ker oni bogi reveška ne more delati. Potem bo on tam na metadonu, zjutraj počakal na svojo dozo in potem so seveda to meni povedal Zlatko in drugi, ki so podali skozi,
zdravniki določali dozo, bi bila evropska farmacevtska industrija, svetovna